Živjo, moje ime je Marička, dobrodošli nazaj. Danes imam za vas pripravljen trening za celotno telo, ki je prilagojen za začetnike. Kaj danes potrebuješ pri treningu je le malček več prostora in seveda podlaga. Trening bo potekal intervalno in sicer napravila boš 10 vaj, vsako boš izvajala po 45 sekund, nato bo sledila 15 sekundna pauza. Preden pa da se pomaknemo na trening, pa podaj video like in če si nov, se subscribe na moj kanal in ne zamudi bodočih vsebin. Sedaj pa nič več čakati, gremo telovati. Pa se kar pripravimo za prvo vajo počep. Postavite se z nogami v širini ramen, stopala lahko po želji nekoliko obrnete ven, držite hrbtenico ravno, glavo nevtralno, globoko vdihnite in se počasi spustite čim nižje v počep. Boke potisnite nazaj, pokrčite kolena in držite trebušne mišice napete. Pazite, da kolena ostajajo poravnana s prsti na nogah. Izdihnite in se nato vrnite v začetni položaj. Počepi so zelo vsestranski, lahko jih naredite kjerkoli, tudi med umivanjem zob. Zagotavljanje pravilne tehnike vam bo omogočilo, da kar najbolje izkoristite vajo za gradnjo mišic in tako zmanjšate tveganje za poškodbe. Med pauzo se lahko kar pripraviš za vajo sklece na kolenih. Lezite na tla in se pripravi v položaj visokega plenka. Roke postavi pod ramena, vendar naj kolena ostanejo na tleh. Tvoriti morate ravno linijo od ramen do kolen. Nato pokrčite komolce in spustite prsni koš skoraj do tal. Pri dvigu nazaj izdihnite in se vrnite v začetni položaj. Pazite, da ne zapirate komolcev na vrhu giba in ohranite stalno napetost na tricepsu. Sledi 15-sekundna pauza, vendar se lahko kar pripraviš za naslednjo vajo. Preden pričnete, sprostite ramena, boke, kolena in komolce. Postavite noge v širini ramen, roke naj bodo ob telesu. Ves čas imejte hrbet ravnan, mišice jedra pa napete. Hkrati skočite z nogami v stran, ko zamahnete z rokami navzgor. Ko se stopala dotaknejo tal, takoj skočite nazaj v začetni položaj, medtem ko roke nihajo nazaj na bok. Poskočni janez je klasična, a priljubljena vaja za ogrevanje, za izboljšanje vaše kardiovaskularne vzdržljivosti ali splošne kondicije. Sledi vaja Walk Down Plank. Vajo začnite v stoječem položaju, noge postavite v širini bokov. Spustite telo in pričnite hojo z rokami pri prstih na nogah in se sprehodite naprej vse do položaja planka. Zadržite za trenutek in se sprehodite nazaj do stopal in se dvignite nazaj v stoječ položaj. Pazite, da hrbtenica ves čas ostaja ravna. Pa se kar pripravimo za naslednjo vajo izmenično spuščanje nog, ki obremeni celotno trebušno jedro. Ta vaja vključuje tudi fleksorje kolka in mišice spodnjega dela hrbta. Lezite na tla, pokrčite kolena pod kot 90 stopinj, rahlo dvignite medenico in roke položite pod spodnji del hrbta ob bokih. Glavo in ramena dvignite od tal,
in nato dvignite eno nogo navzgor, dokler ne dosežete kota 90 stopinj. Pri tem povlecite zgornji del trebuha proti rebrovju. Ko počasi spustite dvignjeno nogo, napravite zamenjavo in dvignete drugo nogo. Pazite, da se nogi ne dotakneta tal, ter da hrbtenica ves čas ostaja trdno v stiku s tlemi. Sledi vaja Skater Jump. Iz stoječega položaja težo postavite na eno nogo, pokrčite koleno ter spustite boke za nekaj centimetrov, medtem ko drugo nogo prikrižate za vami. Nato se odrinite na drugo stran in mehko pristanite ter drugo nogo prikrižajte za vami. Roke zanihajte ob telesu v isti smeri. Gibanje lahko pospešite le takrat, ko je tehnika in forma popolna. Skater jump ali drsalec je osnovna vaja številnih visokointenzivnih intervalnih treningov, imenovanih HIIT. Kot pilometrična vaja, imenovana tudi trening skokov, je odlična za krepitev moči in kardiovaskularne vzdržljivosti ali splošne kondicije. Izvedite le nekaj ponovitev in hitro pospešite srčni utrip. Naslednja vaja, ki nas čaka, je obratni sklek ali triceps dips. Pri vaji sedite na tla in roke položite v širini ramen. Noge naj bodo pokrčene in druga ob drugi. Spustite rit proti tlom, pokrčite komolce pod kot 90 stopinj ali dokler ne začutite raztezanja v tricepsu, ramenih in prsnem košu. Ko dosežete skoraj tla, se počasi potisnite z rokami naravnost nazaj v začetni položaj. Pazite, da pri vaji komolci ostanejo na mestu oziroma da jih ne obračate navzven. Za več intenzivnosti vajo izvajate s pomočjo stola. Pri vaji bodo sodelovale 3 mišične skupine: prsni koš, triceps in ramena. To vajo lahko izvajate kjerkoli, v telovadnici, doma ali na klopi v parku. Sledi vaja side squat oziroma stranski počep. Pri stranskih počepih so obremenjene predvsem mišice gluteus medius, ki omogočajo premike s strani na stran. Postavite se v širok razkorak in stopala obrnite naravnost ali rahlo navzven. Svojo težo ponesite na desno peto, potisnite boke nazaj in pokrčite koleno, medtem ko levo nogo pustite ravno. Skušajte pokrčeno koleno postaviti vzporedno s tlemi oziroma pod kot 90 stopinj. Brez premora gibanja obrnite nazaj v začetni stoječ položaj ter stisnite ritne mišice. Enako gibanje ponovite še na drugo stran. Med pauzo se lahko kar pripravite za vajo side plank walk. Vajo začnite v položaju planka. Roke postavite pod ramena in stopala skupaj. Telo mora tvoriti ravno linijo od glave do pet. Ko premaknete desno nogo na desno stran, hkrati premaknite levo roko k desni roki. Med gibanjem se morate vedno vrniti nazaj v začetni položaj. Gibanje nato ponovite še tudi v drugo stran. Pazite, da med premikanjem ne dvignete bokov previsoko ali spustite preveč nizko. Sledi še zadnja vaja dead bug. Pri vaji lezite na hrbet, dvignite noge in jih pokrčite pod kot 90 stopinj. Prav tako dvignite roke naravnost navzgor nad ramena. Hrbet mora ves čas ostati v stiku s tlemi. Začnite vajo tako, da eno nogo iztegnete naprej in jo spustite tik nad tla.
ter nasprotno roko iztegnete za glavo. Zadržite za sekundo in se počasi vrnite v začetni položaj. Ponovite vajo še z drugo nogo in drugo roko. Vajo izvajajte kontrolirano in počasi. Dead bug ali žužek je edinstvena vaja, ki deluje na trebušno področje, predvsem na prečne trebušne mišice in fleksorja kolka, s sekundarnim poudarkom na primer trebušne mišice. To je to, upam, da ste uživali pri izvedbi treninga. Za večjo intenzivnost seveda lahko dodate uteži in vse skupaj ponovite še enkrat ali dvakrat. Če so vam všeč takšne oblike treninga, dajte mi pisati spodaj v komentarje, le tako lahko prilagodim vsebine za vnaprej. In to je to, in se vidimo naslednjič. Čau!